Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Srečno. Srečno, okej, le, wake up. Pa to je zvenelo boleče. Mama mi je to. Mama to. Okej? Zdaj pa zares. Mama! Ajde! Ne krstim, ti zmoraš to, primstvo, da sem se stegla. Pa ne me fejs šamari. Pa to se pajtla. Bom se už podaril. Ajmo! Srečno. Srečno, hvala. Srečno, Robert! Ajmo! Tu ni neč, to je zdaj. Ajmo, Vesna! Damo še Vesno, zdaj smo pa cel dan mogla to red gledati. Jaz imam ful tremule, jaz se tresem, ker jaz imam tudi strah pred višino, ampak jaz verjamem, da mu bo uspelo, ker je on najbolj pogumno dete na svetu. Verjamem v njega, pa vsi so že prišli enkrat dol, tako da mislim, da bo on tudi gor in dol. Ja, jaz bom pol na koncu, ko bo rover čist gor, če bo šel do vrha, pa bo prišel dol, bo vas vprašal, kako je, če ni tako nevarno, pa to bi jaz novembra lučke tu celo okrasil, vede, kako bi to bilo lepo. Tu bi tako ljudi bilo okrog, a gor bi šli gledat, ne lučke si. Koliko leta povedati? Ampak. Koliko ste že bil tu gor? Ajdo. Do konca gor. Je še enkrat ne odšla. Jaz vem, pa nam mislim, ne? Ne, mi pa ne. Dvakrat ni dosti. Ja, v bistvu smo se kot holding Slovenskih elektrarn, kot družbeno odgovorno podjetje odzvali tej akciji, dobrodelni akciji, ki je povezana seveda z otroci, dobrodelnostjo in smo pač omogočili, da spremstvo gorske reševalne službe in drugih, ki so pač že večkrat bili na dimniku, gremo na ta vrh, tudi sam sem podprl to akcijo, šel praktično celo pot z njim. Vreme nam je služilo, ni bilo prevroče, tako da na vrh pa seveda čudoviti razgledi na to našo lepo Zasavsko dolino, ki, bom rekel, preseneča vse, ki prvič obiščejo ta kraj. Vzpon je šel v bistvu super gor. Na prvih dveh prekatih, ki smo bili, je bilo tako, oh my god,
tega ne bomo nikoli konc, pa že čutiš roke, ker se pač, čeprav smo z nogami delali in vse, ampak je bil nek hype, je bilo treba se spodbujati, je bilo treba iti, imel si nek cilj, ki si prišel do vrha in ki si prišel na vrh, se ti je zdelo, da si dosegel vrh sveta, vrh Evrope pravijo, tako da jaz mislim, da je bilo gor kljub temu strahu od rošja in vse dejansko laže kot dol. No, ampak potem, ko si prišel gor in smo dvigali slovensko zastavo in zastavo dežele junakov, ker pač hvala za vse, pa je bilo treba iti dol. In to pa ni fajn. To pa ni fajn, to se pa od 11. do 2. prekata tako vleklo, da nisi več vedel, kaj bi. Bolijo roke v prijem, noge, hrbet, pač res je, nekateri to primerjajo z bungee jumpingom, z skokom s padalom, še kako adrenalinsko zadevo. Ne, tam moraš premagati strah v trenutku. Skočiš in je konec. Tukaj se pa ne neha. Tukaj je pa to ogromen čustven in psihičen napor, ampak vemo za koga in zakaj smo to delali, tako da je bilo vredno na koncu. Nič se nismo pripravljali na ta vzpon, jaz pa Rožkar smo se bolj psihično pripravljala, da sva bila motivacija drugemu, fizično pa ne. Mogoče bi se mogla. Pa za naslednjič, ne? Ne bo naslednjič. Ne bo. No. Od spod izgleda niže kot zgori 10-krat. Se pravi, če zdaj pokažeš gor, izgleda visoko, ampak to je ta, a se temu reče optička varka. Zgori se zdi, da je 10-krat više kot v spodi. Je pa zanimivo, da kljub temu, da imam jaz, oprosti, jaz sem samo sedel, kljub temu, da imam jaz dobesedno že življenjski strah pred višino, ti pa moram povedati, da je fizični napor premagal strah pred višino, kar pomeni, da je na neki točki me celo telo tako bolelo, da je fokus preusmerilo stran od straha pred višino, kar niti nisem čisto prepričan, da je slaba stvar. Jaz ne vem, če ni to celo dobro. Se pravi, tako sem se moral fokusirati, da sem sploh ujel rešetke, da sem malo pozabil, kako je visoko. Ja, meni, kot ne športniku, je to fizično bolj naporno, kot je strah pred višino. No, zdaj pa, da se mi dva razumeva, to je seveda bilo točno tako dolgo, dokler jaz nisem enkrat nehote, ko sem šel mislim, da z 10. na 11. balkon pomotoma pogledal dol med stopnicami in hišo, ne okrog, ampak stopnicami. No, takrat pa me je zagrabila panika. Takrat pa sem se mogel sesti in nekaj čas nisem mogel več nekaj napraviti. Ja. Pa začel sem se jokati, ampak ne vem točno zakaj. Vse so me groblile. In takrat sem si rekel, tako daleč si, lahko bi pa bil hkrati tudi tako blizu, pa bi se obrnil. Gledam, karkoli so mi govorili ljudje v naslednjih 10 minutah, ne vem, to mu gledal za... Jaz se niti ene besede ne spomnim, jaz sam vem, da sem enkrat rekel, okej. Vsi okrog mene so se zgrnili, nekdo mi nekaj rekel, dihaj, in pa je šlo, ja. In je šlo do konca. Počutiš pa se, kot da si ti v bistvu praktično nič tako strašnega v življenju ne bi moglo več zgoditi, da bi bilo strašnejše. Se pravi, zdaj je to to. Zdaj sem jaz okej. In je to to. Ne primerjam mojih junaštev z junaštvi drugih ljudi, ko ljudi rešujejo iz rek, kamor so zleteli z avtom, absolutno ne. Ampak to je težko. Gremo, to je to!